I'm Ross Geller. Zdravo! Moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem snemala Q&A, končno, zaradi tega, ker to že govorim tako dolgo, da bom snemala, pa še kar nisem. Ampak danes je končno ta video. Če ste tukaj novi in ne veste, kdo sem jaz, moje ime je Vanessa, Kovše. Tu se lahko naročite, lahko mi sledite na Instagramu in pa imam tudi svoj merch, ki je tukaj in link je v opisu. Pa lajkajte ta video. Zdaj pa gremo kar video. Stara sem 19 let, 7. augusta bom 20, imam sestro, imam fanta, Lukasa, skupaj bomo 11. septembra 3 leta. To so tako najbolj pogosta vprašanja, ki mi jih vprašate. Če kaj čujete, je moja familija. Oprosti. Odločila sem se, da bom odgovorila na malo bolj tak zanimiva vprašanja, tako da, ja. V katerem mestu / državi bi rada živela? Meni zdi, da bi jaz pač v svojih mladih letih, oziroma rada bi pač potovala po svetu, se malo premikala, ampak na koncu bi še vedno rada živela v Sloveniji. Drugač pa definitivno, to sem že mislim, da to skrat rekla, rada bi šla v Švedsko, UK, London, pač Anglija nekje, Irska, Škotska, kaj takega, Kanada mogoče, z kakšne skandinavske države ali pa Avstralija, pa kaj podobnega temu. Si verna? Ne. Ko sem mala, je bila tako vzgojena, da verjamem v Boga, tako pa večina Slovencev, kao, ne? Ampak sem si potem, ko odraščaš, vidiš, da pač ni vse tak. Jaz ne morem verjeti, da obstajajo ljudje, ki tak fejst verjamejo v vero, kljub vsem drugim dokazom, ki so proti njej. Že samo temu, da obstaja toliko milijon ver, tako da zakaj bi bila glih naša prava, če veste, kaj mislim. Drugače pa pač imam neko prepričanje, neki energiji, pa vesolju, pa še sama ne vem prav. Najboljša, mislim, najbolj zanimive vere so meni to mnogoboštvo, recimo Norse mythology, torej nordijski bogovi, ali pa grški bogovi, ali pa pač kaj tajega, to je meni zanimivo. Kam bi najraje potovala? Mykonos, ne vem, kako se to naglasi, tja bi ful enkrat rada šla, Santorini, Avstralija, Bali, Bora Bora, Maldivi, Amerika, Kanada. Vse, kaj še nisem bila, pač ful bi rada potovala po svetu itak. Eno vprašanje, ki sem nas ko presenečala, se je tokrat pojavilo je, kdo je moj najljubši član Kardashian / Jenner family? Meni je Kris Jenner pač največja carica, kar jih je. Devil works hard, but Kris Jenner works harder. So ti mimi so meni life, ok. Kak ste se s Lukasom spoznala? Na to vprašanje smo odgovorila v najnem boyfriend tagu, ampak spoznala sem se prek skupnih prijateljev. Kje najraje ješ, ko greš ven jest? V Mariboru rada jem v Ankori. Pač jaz sem ful tak, da rada jem v istih restauracijah, sem rada poskušam nove stvari, ki ponovadi, ko grem v kakšno novo restauracijo, imam ful slabe izkušnje. Teda ja. Jack and Joe, Ankara, kot sem rekla, McDonald's, lol. Druge pa jaz v bistvu v Mariboru na tak jem. A ja, Cantante še. To. Torej 4 v Mariboru, v Ljubljani pa McDonald's. Pa Hudburger, druge pa še nisem tak jedla, ker pač malo, ko sem v Ljubljani bila, sem vedno v McDonald'su, kaj tajega. Teda zdaj, ko se bom selila v Ljubljano, pa bom še tam malo poskušala, ampak Hudburger, McDonald's, life. Kaj ceniš in kaj ne preneseš pri ljudeh? Cenim iskrenost, da si pač genuine person, dobre ljudi, I guess, mislim, sploh ne vem, kaj pa ne prenesem pri ljudeh, pa je v bistvu nasprotje tega, torej, da se lažeš konstantno. Pač ono sovraštvo, ki ga eni ljudje čutijo od drugih in ko dansko vidiš, da nekomu hočejo ful slabo v življenju. Si imela kdaj pomisleke glede YouTubea, torej, da bi končala ali kaj podobnega? Ne vem, če sem imela pomisleke o tem, da bi prav nehala, ampak če greste gledati nazaj moje videe, boste videli, da jaz imam YouTube kanal kakih 6 let, mogoče 5, in prve 4 leta tega časa mojega YouTube kanala sem ful neredno objavljala sem en video na par mesecev in v bistvu sem začela zdaj redno objavljati YouTube pred enim letom, maja, torej za 1 leto, in od takrat ne vem, če sem imela pravno res pomisleke, da bi nehala, zaradi tega, ker pač mi je to ena ful fajna stvar, čudno, ampak jaz že, ko sem mala, tak 6-5 let stara ali pa 7-8 potem, sem snemala videe in smo se potem gledali in smo se smejali, ker pač sem delala funny videos, ki jih nikoli sem objavila, ker nisem sploh vedela, da je to opcija. Pa tudi definitivno mi moji starši ne bi dovolili. Jaz pa sem vedno vse njih prej vprašala, pa če sem bila ful pridna otrok. Če bi se morala definirati z eno osebo iz knjige ali filma, serije, bla bla bla, katera bi bila? To je ful dobro vprašanje, to mi je bilo tako najbolj kulskih vprašanj.
Ful dosti teh kvizov sem reševala, kao who are you from TV shows, from books, bla, bla, bla. V glavnem, največkrat, kar sem dobila, ko je bilo tako iz vseh fandomov, recimo ven, sem dobila ful dostikrat Alina Gilbert iz Vampire Diaries, to sem dostikrat dobila, pa Ross Geller iz Friends, tako da mešanca tega, I guess. Kako resno verjameš horoskop, oziroma do katere mere? Jaz ne verjamem v tisti horoskop, ki ti piše kao za tvoj mesec, na dan naprej, za en teden naprej. Tega jaz ne verjamem, pa bongo, ne pošiljate bongo to SMS-o, ker to ne verjamem. Verjamem pa v tisti birth chart, kako se to imenuje? Ne vem, ampak v bistvu ti napišeš točno na datum, ki si se rodil in pa uro, ki si se rodil in potem ti pokaže tvoj moon sign, sun sign in pač v bistvu vse, koliko procentov kjerega horoskopa si oziroma katerega signa si, torej lev, da sem zdaj štiger, pač vodnar bilo kaj od tega. Ful vprašanje je bilo, kao, are you a dog person or a cat person, torej imaš raje mačke ali pse. Bila sem oboje, pesa sem jela dlje, ampak ful dolgo nazaj. Ne vem, če bi lahko zbirala, ampak mislim, da zdaj zaenkrat sem bolj cat person, zaradi tega, ker mislim, da če bom kdaj z Lukasom, mislim, ko bom živela v stanovanju, pa to pa pač, če sem odločila žival, bom definitivno se odločila prav za mačko. Ja, mačke so meni zelo zanimive živali, več pa ja, veš, mnogo pesa božaš pa ti roke smrti. To jaz ne maram. I like cats. Zakaj si se odločila, da boš snemala true crime videe? Torej, ja, zakaj? Oziroma, če ste tu že pred temi videi in ste gledali moje vloge prej, ste lahko videli, da sem že, ne vem, 2-3 tedne, preden sem sploh objavila moj prvi true crime video, ful govorila o tem, da bom pač jaz to snemala. In pa tisti video, ko sem ga objavila, je bil posnet že 2-3 tedne prej. Ja, zakaj sem se to odločila? En izmed mojih najljubših videov na YouTube so to, pač ko sem odkrila to stran YouTubea. Prej pa sem ful rada gledala ID channel, ful rada sem gledala vse to te, pač take stvari, to me je vedno ful zanimivo, ful rada sem brala o tem. Zdaj pa gledam predvsem videe, pa sem začela video, mislim prvi video objavila. In potem nekako tako prišla sva z Alenko, glih tak nekje na istem, začela objavljati te videe, ker je tudi ona govorila video in je pač rekla, da je tudi moj video videla in je potem bila, ne, da je to tudi cool idea in pač smo začeli obedli to delati. Zato jaz ful me doskrat ljudje napadajo, da sem kao jaz za njo ponavljam. Sploh ni bilo v nekem takem smislu. Bolj pa se eni kao govori, da ona sama ponavlja, kar jaz nična ne bi rekla, da kjera za kjero ponavlja, pač itak je YouTube taka velika stvar in to že ljudje dolgo dela, tako da zakaj ne bi obedli delale, potem tega mi za Alenko se dansko vrej razumemo, pa kmalu prije prvi collab, tako da, ko več čakam, 4. augusta bomo snele skupni video. To je ja. Če ne idete kdo Alenka, kar dvomim, bo link od spodaj in jo idete prečekirati. Torej smo edini na tem slovenskem YouTubeu, ki delamo take videe, ko naredi ena beauty guru make-up, pa druga, pa tretja, pa room tour, se doben ne pritožuje. Kako se soočaš s hejterji? V bistvu, hvala Bogu, sem taki človek, hvala Bogu, so me tako vzgojili, da sem kar močna po osebnosti, torej imam močno osebnost in videa, mislim, večinoma komentarjev se smejim, ker ko jih preberem s takim glasom, da sem tak, lahko bi se saj scenarij naučila in pač me to ful zabava in potem se smejim. Teda mogoče lahko naredim enkrat reacting to my hater comments, če bi to radi videli, da reagiram na hate komentarje. Na svet za ustvarjanje YouTube kanala oziroma na svet tistim, mladim, ki bi radi začeli YouTube kanal. To sem dobila ful dosti. Prvo kot prvo, ne priporočam YouTube kanala dobenemu pod 13 let, recimo, oziroma ne. Jaz bi vam rekla, da pač začnite kasneje, kot pa prehitro. Definitivno, če vam starši pustijo, ok. Ampak ne začnite YouTube kanala brez dovoljenja staršev. Tudi moji videi, jaz pravim, da me včasih strah, ko vidim, da, ne vem, nekdo sploh napiše, da ne ve, kaj je pornografija, pač. Če nema veš, kaj je to, mislim, da nisi dovolj star, da gledaš moje videe, sploh ne true crime videe. Druge videe lahko gledaš, ker ni taki problem, ampak true crime videi pa so neke grozne stvari, ki če pač vprašaj prav mamo, če lahko gledaš, ali pa te, ali pa babica, pa deda, bilo koga vprašaj, ali pa pokaži en video, ali pa gledaj skupaj. Dost punc mi je pisala, da gleda svojo mamo, kar mi je tako cute. Jaz sem malo zašla. Reč pa jaz nimam nekega fula sveta, pač začni snemati. Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Torej se boš še čas naučil. Tudi jaz poskušam biti vedno boljša, ampak ja. Ne vem, ful dosti je video na to temo, kao how to start a YouTube channel. Tudi slovenski youtuberi imajo njih par teh videov, jaz še nisem tega posnela, mogoče bom enkrat, ne vem, ker realno kaj naj še rečem druga, kot pa kaj so že tako ljudje rekli.
Pač pa moj največji nasvet je, ne nas si preveč k srcu jemljite, kaj ljudje piše, ker kot sem rekla, znajo biti ful nesramni. Eno vprašanje, ki se doskrat pojavilo, mnenje o gejah / lezbikah in pa če se meni debele punce všeč. Jaz nimam nekega posebnega mnenja o gejah in lezbikah, jaz mislim, da okej, pač si, kar si. Teda to me je nasplošno tako vprašanje, ko zakaj bi ga postavljali. Pač me se zdi s tem, ko mi sprašujemo, če so nam geji in lezbike okej, delajo z tega big deal. In pač ne vem, meni se zdi, če si, pač si. Jaz če bi bila tak, pač ja okej, to je moja punca. Veš, kaj mislim? Pač bodi to, kaj si, ali kaj. Kdo sem jaz, da bi sodila njim? Zato je meni tako glupo, ko se lahko kao vsi ljudje odločamo, če se lahko geji in lezbike poročijo, pač zakaj se ne bi smeli. Tudi glede otrok, jaz mislim, naj jih imajo. Torej, če meni da bi ženska všeč, ne. Ljudje bi rekli, da sem jaz straight, jaz ne bi tega rekla, jaz ne bi rekla, sem bisexual, pansexual, karkoli. Jaz ne bi upala trditi, da nisem gej, zaradi tega, ker kaj pa če ti nekoga enkrat spoznaš? Vse, jaz sem za Lukasa, kar mi je ful super pa vse, da niti ne nameravam spoznati kako žensko. Zakaj si letos še enkrat delala maturo, ali si padla, bla bla bla, ne. V bistvu sem šla sem zviševati maturo, ker sem imela njih par točk premalo, da bi bila sprejeta na fakulteto, katero sem hotela iti. In zdaj jih imam dovolj, ampak vseeno se lahko zgodi, da nisi sprejet, ker pač eno leto so omejitve višje, eno so nižje. Tako da, ja, če pač ne bom sprejeta, pa pač bom šla nekam drugam. Dobila sem tudi nekaj vprašanj o gimnastiki, ker pač dosti vas ve, da sem trenirala časi gimnastiko. Imam cel video posnet na temo gimnastike, tako da bom ga pustila v opisu in si lahko greste to pogledati, ker ne bi zdaj še enkrat se ponavljala. Pojavilo se je dosti vprašanj glede moje prihodnosti. Koliko otrok bi imela, ali bi se poročila, bi obdržala svoj priimek, ali bi vzela Lukasov priimek, če imam kakšna imena otrok pripravljena, ja, vse ja. Imela bi otroke, jaz bi rada imela veliko družino, ampak potem, ko imaš otroke, če si drugače, pač imaš enega, dva, bo vidiš, da je to čisto dovolj. Verjetno 2 do 3. Tudi moče bi posvojila, sam nikoli ne veš, kako se bo življenje izteklo. Če bi se rada poročila in kdaj, jaz in Lukas smo bolj tako, da pač bomo imela družino takoj, ko bomo lahko imela, oziroma ko bomo sposobna imeti to. Ne zdaj, ampak po šoli, ko bomo imela redno službo. Takrat se bomo o tem pogovarjali. Če bi vzela priimek, ja, ne vem, v bistvu mi je vseeno, če obdržim svoj priimek, ampak verjetno bom jaz imela oba. Pač ne vem, to je taka stvar, ki zdaj težko rečem, ja, imela bom 2 priimka, moji otroci bomo imeli 2 priimka, zaradi tega, ker bomo videli. Jaz bom verjetno načeloma imela 2, pa bomo videli. Imena otrok, ne bi govorila o njih, zaradi tega, ker jih nočem izdati. Kaj je moj cilj v življenju? Da sem srečna. In pa, kaj je trenutni cilj? Trenutni cilj je, da sem z Lukasom sprejeta na fakse in da gremo v šolo in da končamo v šolo in da smo pač srečna in skupaj ostanemo. In pa trenutno je moja prioriteta tudi YouTube in pa vse z YouTubeom in pa trenutno želim ohraniti svojo artistično stran oziroma ustvarjalno stran, ker sem zdela dosti ljudi, ko gre na faks oziroma že v srednjo šolo, zgubi tisto drugo stran. In tako se mi pa zdela, imamo ful nekih kreativnih ljudi na YouTubeu, ker itak YouTube sam po sebi se mi zdela ful kreativna stvar. Eno ful zanimivo vprašanje je bilo, če bi bilo tvoje življenje knjiga, kakšen bi bil naslov? Meni se je bil nekaj zvezi z 3 pikice, okej. Se mi zdi, da dosti stvari v mojem življenju se tako razpletejo na zanimiv način, da sem tako, okej, that worked out good, ali pa pač tudi če nisem tako, okej. Veš, ker je lahko v obeh smislih, lahko je dobro in slabo. In pa še zadnjo vprašanje, ki se je zelo doskrat pojavljalo in je tudi tako bolj true crime. Ali verjameš v Illuminate? Sploh ne znam odgovoriti na to vprašanje. Ne vem. Ja, mislim, vem, da so bili neka organizacija v tom, ampak ne vem, če verjamem v vse stvari, ki ljudje govorijo, da so Illuminati oziroma da so odgovorni za to vse. Nisem še čez zihe, nisem se še opredelila točno do kere mere verjamem v to. Ok, hvala, da si gledate video, upam, da ni preveč dolgi. Če vam je bil všeč, ga lajkajte, naročite se, followajte me na Instagramu in pa prečekirajte moj merch. Torej, gor so vsi me sprašujete, ovitki so za iPhone in za Samsunge, potem majice so, pulovri so, pojštri so, šalčke so, one šalčke za kavo to go pit so, posteljnina je,
nalepke so pač vse je, samo pogledati morate. Adija.